Dobro jutro, morda celo dober tek, če je kdo ravno pri obroku, ob čemer pa bi pripomnil, da nikakor tole ni namig za jutranji jedilnik ali pa kakršenkoli jedilnik. Dobro jutro, no, kakršenkoli ne, ampak malo pred 9. pa jaz res ne bi, razen če vi dan končujete, ne začenjate. Hamburgerji so tema antikviza danes, ker je bil prejšnjo sredo svetovni dan hamburgerjev. Sendvičev s pleskavico, torej, ki so ime dobili po nemškem mestu Hamburg. Ja, tako, gremo se igrati. 5 podatkov, 4 držijo, eden nekateri, 01475 2202, tole pa so podatki o hamburgerjih, burgerjih. Listen very carefully, I shall say this only once. Prvi podatek pravi: Burger King je imel pred leti akcijo, ko si za to, da si od prijateljev 10 prijateljev na Facebooku dobil zastonj burger. Prijatelji pa so dobili sporočilo, da je njihovo prijateljstvo vredno točno 1/10 enega burgerja. Drugi podatek, ko so leta 2009 zaprli zadnji McDonald's na Islandiji, so zadnji burger s krompirčkom spravili v steklen zaboj in ga razstavili v muzeju, kjer ga še danes lahko pogledate. Tretji podatek o burgerjih pravi: ko se je Mohamed Ali vrnil z olimpijskih iger leta 60 v Rimu z zlato medaljo, se je s prijateljem ustavil še na burger. Prodajalec mu je povedal, da ne strežejo nigrom, ali pa se je jezen odpeljal do reke in vanjo zabrisal zlato kolajno. Četrti podatek, Svetovna zdravstvena organizacija ima kazalnik, ki mu ironično pravijo Burger Index. Ta kaže povezavo med uživanjem hitre, nezdrave prehrane in debelostjo. In še 5. zadnji podatek, $5 za vsako omembo njihovega burgerja ob vsakem radijskem predvajanju so plačali pri največji verigi hitre prehrane na svetu reperjem, ki so bili pripravljeni te besede vtakniti v svoja besedila. 01475 2202, kateri od 5 podatkov o burgerjih, o hamburgerjih ne drži? Tako, 01475 2202, iščemo napačen podatek o burgerjih. Prvi pa, ki se je prebil do nas, je Ciril. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ste potrošnik tovrstne hrane? Bolj redko. Včasih pa kar paše. Ja. Sem bolj redko. Malo prej je to rekla Ajda. Kaj pravite? Jaz bi kar na Anban 4 rekel. Na Anban 4. Dobro ste rekli, na Anban 4. Pa ste zares čisto ugibali ali naj je kaj izdalo? Ne, tako. Res, kako sem rekel. Fenomenalno. Ljudje v vrsti stojijo za hamburger, vi pa kar v prvo. Ja, morda pa danes vplačate še kaj drugega. Ja, bom probal še loto danes plačati. Ja. Tak na Anban. Ja. Na Anban, tako. Ja, v bistvu je podatek izmišljen, obstaja pa nek drug podoben podatek, namreč Economist ima gospodarski kazalnik, ki mu pravijo The Big Mac Index, se pravi McDonald'sov indeks. Ta primerjalno z drugimi in skozi čas pove, koliko tovrstnih hamburgerjev dobite za $50. Ja, The Economist ga objavlja od leta 1986, gre pa, kot je Tadej rekel, za cenovni kazalnik, nek neformalni način merjenja kupne moči, ki hkrati med državami tudi primerja ceno enakega produkta in rast cene tega produkta skozi čas. Kot osnovo pa so določili najbolj prodajan hamburger te omenjene verige, se pravi Big Maca. The Big Mac Index. Sprva je bil mišljen kot nekoliko humorna predstavitev paritete kupne moči, to se pravi način merjenja razlik v cenah med državami, ampak izkazalo se je, da se je prijel in z leti je prišel celo v ekonomske učbenike in postal nekaj, kar Ciril pozna, če ne drugače na Anban 5 podgan. Oziroma, kar bo poznal, ne? Si predstavljam od danes naprej. Ciril, hvala za klic, pa uspešen ponedeljek, uspešen teden. Enako. Nasvidenje. Ja, hitro smo danes pojedli, ne? Sonarju Hitra hrana, pojedli. hiter antikviz.
Ja, no, nisva še čisto končala, ker še 4 podatke obrazloživa. Najprej ta o odprijateljevanju. Ja, kar nenavadna avtonegativna kampanja, bi lahko rekli, je bila to. Whopper Sacrifice so ji dali ime pri Burger Kingu, in sicer januarja 2009. Od vas so torej zahtevali, da odprijateljite 10 prijateljev na družabnem omrežju Facebook, in ko se to zgodi, so vam oziroma vam podarijo Whopper, to je njihov ta velik burger. Ja, ob tem pa je restauracija tem odprijateljenim prijateljem prek aplikacije, ki ste jo vi prej si naložili, poslala sporočilo, da je njihovo prijateljstvo vredno 1/10 Whopperja. Ne bova razlagala dodatnih pravil, ampak aplikacijo in s tem kampanjo je kar hitro prekinil Facebook, ker pač jim to ni bilo všeč. Kampanja pa verjetno kakšno prijateljstvo, si predstavljam. Ja, prijateljstvo za sendvič. Drugi podatek. Islandija in Burger King, oziroma McDonald'sov, spet smo pri McDonald'su. Ja, 2009, isto leto, ne? Očitno kar čisto pomembno slučajno. Za verige hitre prehrane. Ja, do takrat so na Islandiji imeli obe ta večji verigi, potem so se pa pri obeh odločili, da prodajo premalo, logistika, torej prevoz do toka je predrag, nastopila je tudi dolžniška kriza na Islandiji, zato so obe verigi sta zaprli svoje poslovalnice. No, Hjörtur Smarsson pa je bil zadnja stranka islandskega McDonald'sa, ki si je kupil porcijo krompirčka in burger in ju odnesel domov v garažo in ju spravil. In ju na to našel po 3 letih in zgledalo je vse skupaj približno enako kot na dan nakupa, torej v vrečki. In vse skupaj je potem odnesel v Nacionalni muzej, kjer so to hrano shranili. Danes je del razstave pod steklenim pokrovom v Bas hotelu v Reykjaviku. Sendvič in krompirček pa lahko z nekaj googlanja tudi vidite prek live streama na spletu, seveda. In nočemo vedeti, zakaj je bil sendvič in krompirček po 3 letih enak, kot je bil na začetku. Tretji podatek, Muhamed Ali, z njim je intervju leta 2001 že opravila Oprah Winfrey, takrat še ne v svojem šovu, ampak za neko revijo. Ali je bil takrat star 59 let in med drugimi je povedal tudi anekdoto iz leta 1960, ravno v 60-ih je doživljal vrhunec kariere, medtem ko so ZDA doživljale vrhunec nečesa drugega, rasne nestrpnosti. Skratka, povzetek delčka pogovora. Ja, Oprah ga je vprašala, zakaj ni hotel v Vietnam, in odgovoril je, da ga noben Vietkongovec ni zmerjal z nigrom. Afroameričani so se borili za ZDA in ko so prišli domov, niti burgerja niso mogli naročiti. Ob tem se je spomnil, da sta s kolegom, torej po tej njegovi omenjeni olimpijski zmagi v Rimu leta 1960, prišla v restauracijo v Louisvillu, kjer je Ali hotel naročiti 2 burgerja, pa mu je prodajalec odvrnil, da nigrom pa ne strežejo. In sam mu je odgovoril tudi prav, da potem tako ali tako sploh ne bi jedla burgerjev. Ja. Odšel je ven in z mosta zabrisal zlato kolajno v reko in ob tem prijatelju rekel: temnopolt moški lahko v Ameriki prejme zlato olimpijsko kolajno za svojo državo, ampak doma še vedno ne more naročiti hamburgerja. Ja. Je pa takrat v tem intervjuju še povedal, da mu je pa malo žal po 41 letih, da je kolajna nekje v vodi, če je še bila. Tako, še ena akcija največje globalne verige hitre prehrane. Za vsako omembo svojega burgerja bi vsakič, ko bi se predvajala skladba na radiju, ponudili avtorju po $5 na omembo. Nagovarjali so predvsem reperje, ker ta zvrst glasbe nagovarja, so predvidevali mlajše potrošnike. Navdih so pa dobili seveda po uspehu in rasti ostalih blagovnih znamk, ki so prek teh omenjenih reperjev nagovarjali publiko oziroma njihovo ciljno publiko. Denimo Gucci, Dom Perignon, Bentley, Porsche,
Ti omenjeni reperji so bili pa med drugimi Jay-Z, 50 Cent, Snoop Dogg in tako naprej. Izplačali naj bi jim ta denar na podlagi števila predvajanj pesmi v ZDA, začeli so pa s to kampanjo leta 2003, ko so začeli tudi s tistim napevom znanim I'm Loving It. Ja, seveda pa je takoj prišlo do oglasnih pomislekov, da otroci ne bodo vedeli, da gre za oglaševanje in tako naprej. Čeprav je res, da tudi pri ostalih stvarih vemo, da gre za oglaševanje, pa se tega morda marsikdo niti ne zaveda. Ne? In da ne bi kdo mislil, da je bilo to vrstnega oglaševanja malo, pogooglajte rap song McDonald's in si boste zatisnili oči. Tako, hitra so bila danes, 8:55. Dober tek, pa se slišimo prihodnji teden.